Dober večer, jaz sem Alenka Čampa, 32-letnica in sem domačica ali pa domačica, kakor hočete. Domačica dejansko zato, ker sem žena najprej svojemu možu in pa mama dvema sinovoma, 25-mesečnemu sinu Janezu in 4 mesece pa pol staremu sinu Andreju, za katere dva upam, da zdaj že mirno spita, ker je bil dan primeren temu in podrejen temu, da sta zdaj oba nahranjena in da spita. Čuva jih pa seveda očka. Na drugi strani sem pa domačica domačica zato, ker sem članica super skupine, ki je zelo aktivna skupina in to smo me, mamice na porodniški in se srečujemo vsak četrtek v župnijski dvorani Župnije Ljubljana Ježica. Če sem danes rekla, da je bil današnji dan zelo dinamičen, se je meni pred 2 letoma, pa pol zdaj lahko rečem, dan, ko sem ostala na porodniški po prvem otroku, zdel tam po 4-5 mesecih zelo enak. Dan je bil podoben dnevu, a ne? In zelo dobro se spomnim, ko me je februarja, takle čas, prišla Simona Cepin, ki je naša ustanoviteljica in naša vodja, in prišla povabiti, da bi se mamice začele dobivati, da bi se začele mamice družiti. Jaz sem bila, glede na to, da sem bila več ali manj sama, čeprav so vsi govorili, koliko veliko otrok je v zdajšnji družbi, jaz nisem poznala nobene mamice z istim otrokom oziroma z iste starim otrokom, in sem se seveda tej skupini zelo velikodušno priključila. In na začetku smo se dobivale mame, ki smo bile zelo prestrašene in nismo točno vedele, kaj pravzaprav bomo tam na tistih srečanjih dobivale. Kako bo to pravzaprav šlo, a ne? Postavile smo si, seveda Simona je bila naša zvezda Danica, ki nas je vodila, postavile smo si zelo natančna pravila, zato da čisto vsaka pride do besede, da smo šle v gosjem redu z molitvijo, potem prvi krog je bil kako smo, drugi krog je bila tema, 4. krog kaj nesem s seboj in 5. spet molitev in potem razno, od 10 do 12, teden za tednom. Prvo leto smo si postavili za glavno temo knjigo Kraljica ali divja ženska, kjer opisuje 12 svetopisanskih žena. Obdelali smo jo točno v 1 letu in zdaj imamo od istega avtorja, Anselma Greena, 10 božjih zapovedi. Tako je bilo na začetku, a ne, ko smo bile zelo toge, zelo tudi malo prestrašene, nismo se še vse poznale, čeprav smo bile vse iz tega našega varnega okolja krščanstva, zato smo bile tudi mogoče malo drugačne, ker nas večina mamic se je zelo prizadevala za dojenje, za pralne plenice, za pogovore z otrokom, z možem, za pogovore in ukvarjanje z otrokom, a ne, in to v zdajšnji družbi ni glih zelo vrlina, čeprav se mogoče tako zdi. Na poletje, ko smo si vzpostavili neke temeljne zaupanja in spoštovanja, smo tudi me začele rasti. In dejansko rast do te mere, da smo zdaj zame osebno nepogrešljiva skupina. Zaradi tega, ker, to sem že prej razlagala, čisto vse mamice smo od novembra 2011 do septembra 2012 rodile 2., nekatere celo 3. otroka. Domačice smo v tem času rodile 11 otrok, 7 fantov in 4 punce, pri tem, da naša ustanoviteljica odpira novo akademsko leto z novim dojenčkom. In če imaš otroke tako zelo blizu in si zelo veliko doma, ti je taka skupina popestritev, ti je taka skupina spodbuda, ti je taka skupina neko gibalo, ker si preprosto zaradi nas samih in zaradi našega delovanja boljši. Boljši so zakonec, torej jaz boljša žena, boljša mama, ker sem boljša oseba, ker sem zadovoljna, ker sem srečna, ker vidim, da prav hodim pod tem božjim soncem, a ne, in pravzaprav, ker se vse začenja z božjo pomočjo, z božjim varstvom, pod tem varnim plaščem Marijinim, ne. In dogajajo se nam taki, če bi nas spremljali vi na naši spletni strani, oziroma na mailing listi, ki jo imamo, bi videli, da to non-stop nekaj brbota, da se non-stop nekaj dogaja. In to je tisto, kar se mi zdi, da gradi.
ker izhaja iz nas samih, ker izhaja iz naše osebne potrebe, ker imamo toliko enih talentov, da smo jih lahko združili v dve okrogli mizi. Pa od duhovne vaje, ki smo jih letos organizirali za doječe mamice, smo bile en dan, samo me z doječimi otroki skupaj s patrom Miho Sokolovnikom in gradile odnos z Bogom v tišini, si morate predstavljati. Bilo je čudovito in škoda, da si nismo na začetku postavili še več, bolj drznega izziva, da bi bile recimo 2-3 dni. In z nekim takim zaupanjem in hkrati tako kar malo tesnobo gledam jaz osebno naprej, ko bomo zgradile obsege naših družin, ko ne bomo več na porodniškem, ko ne bo več časa, da bi se srečevale vsak teden dopoldne, si pa vendarle želim, da bi se domačice ohranile, da bi se, če hočete, skupaj postarale, zaradi tega, ker se razvijamo mi, ker rastejo naši otroci, z njim tudi razni izzivi, ne govorimo samo o problemih, pač pa tudi o izzivih, o katerih smo že zdaj zelo veliko govorile in bomo še tudi naprej, oziroma zaupam, da bomo še tudi naprej. In ker sem verna in ker smo vse me verne, sem prepričana, da zaupamo v Božjo voljo in se pa predvsem tako skrivamo, čeravno se zelo pokažemo tudi navzven, pod varen plašč tele naše Matere Marije. In če lahko naredim še eno reklamo za nas, da boste vedeli, da smo pravzaprav sposobne resnično marsičesa, berite prilogo družine, našo družino, in tam je rubrika Kako raste mama, in urednice smo me, mamice iz skupine Domačica. Hvala lepa.